Krog evrogolov, preobratov in skorajšnjih senzacij, pozdravljeni v pregledu vrhuncev druge nogometne lige. 7 tekem je bil dolg niz nepremaganosti sežanskega tabora, Krašovcem je spodrsnilo pri Keti Emi in Polbistrici. Na novi lestvici je zdaj prvi zasledovalec Nafte in Brinja Grosuplja Triglav, Kregar in Sørensen sta zadela za 3 točke Orlov. Krka je pripravila veličasten podvig z 9 igralci, so jih sekunde ločile do 3 točk pri Slovanu. Srečanje se je naposled končalo z remijem. Začenjamo za ostalo tekmo 21. kroga z derbijem Slovana in Ilirije. Ljubljanski obračun na Kodeljevem je nasproti postavil 2 ekipi, ki sta v pomladnem delu zmagali vsaka po enkrat. Medtem ko imajo domači lepo zalogo točk naskoka pred nevarnim območjem izpada, je Ilirija le 3 točke nad Jesenicami. V 16. minuti je Žan Baskera padel v kazenskem prostoru in sodnik ni imel dvomov. Nepravilno oviranje napadalca ter strel z bele točke. Izvajalec je bil Igor Kondič, suvereno je ciljal ob levi vratnici čuvaja mreže Ilirije, Tilna Goliča. 3 minute pred zaključkom prvega dela so gostitelji imeli polproti napad. Kondič je nakazal strel z desno nogo in preigral v kazenskem prostoru branilca, si žogo namestil na levico ter znova streljal neubranljivo. Za 28-letnega nogometaša je bil to 17. gol v drugi ligi na 85. nastopu. Tudi gol Ilirije je padel z 11 metrov. Podobno kot pri zadetku Kondiča se je Miha Sitar odločil za svojo desno stran. Kumar je napačno ocenil smer žoge in Ilirija je znižala. Po dobrih 4 minutah podaljška je sodnik piskal konec, odkar Slovan in Ilirija skupaj nastopata v drugi ligi, rdeči proti mestnim sosedom še niso izgubili. Dohiteti vsaj za nekaj ur vodilno Nafto je bil cilj Brinja Grosuplja, ki je svojo tekmo z Gorico imel na sporedu v petek, medtem ko so Lendavčani igrali v soboto. Primorcem bi tudi točka veliko pomenila. Imeli so jo v rokah vse do 73. minute. Vid Hojč, ki je vstopil v nadaljevanju, je začel akcijo za edini gol na srečanju. Podajal je v sredino do Jovičeviča, ki je z 10 metrov matiral modro-belo obrambo. Možnosti Goričanov, da obstanejo v drugi ligi, so iz kroga v krog manjše. Zanimiv je podatek, ki pravi, da so Beltinci letos uspešnejši na gostovanju kot doma, kar ne velja za Krško. Posavci so v preteklih 5 letih 2-krat zmagali v Beltinškem športnem parku. Zeleni bi uvodoma skoraj presenetili obrambo gostiteljev strelom z velike razdalje. Žoga je šla tik mimo vratnice Vida Šumnjaka, ki je odigral svojo prvo tekmo za Beltince ob odsotnosti Stefana Močiča. Zeleni so videli, da Beltinci niso preprečljivi. Potem, ko je akcija potekala na levi strani, je po močnem predložku v sredino nogo podstavil Šimun Šintič. Gostje so imeli prednost zadetka. Zalokar je z mojstrsko obrambo preprečil izenačenje, v naslednji akciji pa je okvir vrat poskrbel, da so se rumeni prijeli za glavo. V 76. minuti so se vendarle lahko veselili tudi domači navijači. Z leve strani je žoga prišla do Klemna Mlakarja, ki je neovirano potisnil usnje v mrežo. 22-letni nogometaš Beltincev je v igro vstopil v drugem polčasu. Drugi remi za Krško in tretji za Beltince na zadnjih 5 obračunih. Na najdaljše gostovanje je pot vodila Jadran Dekane. Na igrišču svoje nogometne akademije so jih pričakali igralci Nafte. Ko je tekla 47. minuta, so Primorci imeli smolo, saj se je žoge zadnje dotaknil Denis Cerovec, hrvaški branilec, ki ima izkušnje tudi iz prve lige. V 50. minuti smo videli 11-metrovko Nafte. Žogo je na belo točko postavil prvi strelec lige Maroša, ki se je odločil, da bo streljal v svojo desno stran. Dobra izbira, 16. zadetek Maroše v letošnjem prvenstvu. Še enkrat so zadeli gostitelji. Jaša Ragič je z dolgo podajo v napadu zaposlil Josipa Ivana Zorico, zdržal je nalet branilca ter še tretjič ukanil Lana Jovanoviča.
Nafta se je znova odlepila od Brinja Grosuplja, ki se ji je za eno noč pridružil na prvem mestu lestvice. Precej smole so imeli igralci Bil na zadnjem gostovanju, ko so ostali pri Krškem brez točk. Vrnili so se v Dolinco prvič po zmagi na derbiju proti Gorici. V 56. minuti velemojstrovina Dos Santosa Almeide z ogromne razdalje se je odločil za strel, kot v kopanje obstal Luka Dakić. Portugalec, ki je v Sloveniji nastopal za Gorico in Tolmin, je dosegel drugi gol v dresu Bil. Zadetek je strl Gorence, drugi gol Bil je visel v zraku. Potem, ko se je črno-belim iz Ajdovščine pred kratkim pridružil Tilen Colja, se je 18-letnik prvič vpisal med strelce v članski kategoriji. S 3 točkami so se Biljenci obdržali v osrčju ligaške razpredelnice. Triglav je ena najuspešnejših ekip v pomladnem delu sezone. Pred domačim občinstvom jim je le Ilirija vzela točko, 3-krat so uspeli zmagati. Dravinja je v zadnjem krogu remizirala z Brinjem. Hitro že v 6. minuti je Triglav prišel v prednost. S precejšnje razdalje je udaril Kregar, žoga je bila natančna, bi pa lahko Skrbinšek nekoliko bolje posredoval. V 38. minuti se je sreča nasmehnila Dravinji. Udarec prostega strela Blaža Rožmariča je zadel enega od igralcev v živem zidu. Mulalić, ki je stopil že 2 koraka v svojo levo, ni bil dovolj hiter, da bi preprečil izenačenja. A tudi na nasprotni strani sreča ni počivala. V 10. minuti nadaljevanja je Triglav vpletel akcijo na desni strani, na kar je sledil predložek v sredino. Streljal je Sørensen, Turinek pa je podstavil glavo, tokrat neubranljivo za Skrbinška. Dravinja še naprej ostaja brez zmage pri Triglavu, kjer je zadnjič slavila leta 2010. Tekma številnih zamujenih priložnosti je potekala v Velenju, kamor je na gostovanje prišla Ilirija. Gostitelji so bili bliže zadetku. V končnici prvega polčasa se je tresel okvir vrat. Golić je žogo odbijal v prečko. Zeleno-črni niso imeli sreče. V drugem polčasu so še enkrat stresli vratnico, znova je bil junak Golić, ki je prvi strel branil, drugi pa je kot omenjeno končal v okvirju gola. Ilirija se je nekako rešila. Dvoboj, kdo bo zadel več vratnic, se je nadaljeval v 89. minuti. Precejšnja je bila razdalja pri prostem strelu, tokrat je gostitelje reševal okvir vrat. Na koncu morda še najpravičnejši rezultat, 0:0, vsakemu po 1 točka. Herojski remi pa so si uspeli priigrati člani Krke. Pot jih je vodila k Slovanu, kjer so na edinem drugoligaškem gostovanju lani izgubili z 1:2. Izvrstno so začeli Dolenci, že po 6 minutah je imela ekipa Aleša Kačičnika prednost. Z močnim udarcem znotraj kazenskega prostora je zadel Josip Krznarič. V 26. minuti je Andraž Lipec s prekrškom ustavil Slovanovega napadalca. Ker je 3 minute predtem že prejel rumeni karton, je bilo drugo opozorilo usodno. Kapetan Krke je moral predčasno v slačilnice, njegovi pa so ostali z 10 na zelenici. A to še ni bilo vse. Po 15 minutah nadaljevanja je drugi rumeni karton prejel še Nik Kapun. Slovan je izkoristil priložnost, 10 minut je potreboval, da je kronal terensko premoč. Sam je bil pred golom Kondić. Vendar pa je bila Krka izjemno trd oreh. Novomeščani se niso osredotočili le na branjenje. Vedeli so, da imajo priložnosti predvsem z prostih udarcev. Zares velike razdalje je zadel Krznarič in v Ljubljani se je obetala prava senzacija. Blamažo rdečih je v 4. minuti sodnikovega podaljška preprečil Mark Šerbec, ki je v igro stopil v 78. minuti. V televizijskem prenosu sta se v športnem parku Aluminija srečala Keti Emi Impol Bistrica in pa Tabor Sežana, ekipa, ki je do tega kroga imela najboljšo obrambo, ob tem, da v pomladnem delu sezone še ni izgubila.
Bistrici je uspelo prekiniti pozitivno serijo nasprotnikov. V 47. minuti je Marsetič našel samega Sančeza, ki je lahko povsem neovirano udaril na vrata Kraševcev in se na 6. nastopu v dresu Keti Emi Impola veselil prvega zadetka. Marsetič, najboljši strelec Bistrice v tej sezoni, se je po asistenci izkazal še z zadetkom. Pod častni gol gostov pa se bo podpisal Adis Hodžić. Drugič v drugi ligi in prvič po letu 2023 je Bistrica premagala Tabor. Ligaški krog se je začel z remijem Beltincev in Krškega. V petek so člani Brinja Grosuplja ugnali Gorico. Nafta je s 3:0 prepričljivo premagala Jadran Dekane. Bilje so bile z 2:0 boljše od Jesenic. V športnem centru Kranj je Triglav preskočil Dravinjo z 2:1. Edina tekma brez zadetkov pa se je odigrala v Velenju. Keti Emi Impol Bistrica je premagala Tabor Sežano, Slovan in Krka sta se razšla z 2:2. Nafta ima na lestvici zmago prednosti pred Brinjem Grosupljem, po novem je Triglav zdaj tretji. Zdrsnil je Tabor. Na 5., 6. in 7. mestu najdemo po vrstnem redu Beltince, Klimotratnjek, Keti Emi Impol Bistrico ter Rudar Velenje. Biljenci so preskočili tako Slovan kot Jadran Dekane, Krško Posavje in Krka imata 22 točk, 20 za Dravinjo. Ilirija je 14. in ima 18 točk, Jesenice 15, Gorica 12. V prihodnjem krogu imamo 3 petkove tekme. Ilirija proti Keti Emi Impol Bistrici, Krka igra doma z Rudarjem, Tabor se sreča z Nafto. V športnem parku Dekani imamo primorski derbi Jadrana in Bil, Jesenice čakajo Beltince, Klimotratnjek. Krško Posavje igra z Brinjem Grosupljem, v Novo Gorico pa bo pot vodila Triglav. Zadnji par je Dravinja proti Slovanu.